Ok, lahko začnemo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Prav vesel sem, da smo se zbrali v takšnem številu, nisem pričakoval takšnega obiska. Danes bomo govorili o zdravem načinu življenja, oziroma ali vse, kar vemo o prehrani, resnično res. Gre za to namreč, da v svetu prehrani živi veliko nekih prepričanj, ki pa morda niso pravilne in ki bomo danes tudi spregovorili in omenili kar nekaj besed. Najprej, da se predstavim, tudi, ki ne znate, sem Tim Podlogar, študent kineziologije na fakulteti za šport. Pravzaprav končujem študij kineziologije, manjka pa mi 2 izpita, nameravam pa se jeseni upisati, da nadaljujem študijem v Veliki Britaniji, in sicer v Birminghamu, kjer bom študiral športno znanost, to, kar sem začel v Sloveniji. Sicer pa sem član tudi 3 organizacij, vsaka od njih zastopa nek svoj del znanosti, športne znanosti in pa zdravega načina življenja, nekaj kombinacij. In ko smo že prej Marjan začel, bomo govorili, je stvar strukturirana v 2 predavanjih. Torej, danes bomo govorili o prehrani splošno in namenjeno tako starejšim, mlajšim, tistim, ki se ne ukvarjate s športom. Naslednji teden pa bomo se bolj osredotočili na prehrano športnika, morda tudi športnika rekreativca, imam malo bolj natančni glede same količine prehrane in količinsko, no danes pa pač, kot že rečeno, govorimo o mitih o zdravi prehrani. Začel bom leta 1977, ko se je v prehrani zgodila prelomnica. Torej, takrat so Američani dobili svoje prve prehranske smernice. Do takrat smernice Američani niso poznali in te smernice so se kaj kmalu razširile po Evropi. Bistvo teh smernic je bilo, da ljudje povečajo vnos ogljikovih hidratov, ki naj bi postali prevladujoč del dnevnega prehranskega vnosa, zmanjšali naj bi vnos maščob, to, kar nam danes še vedno nekako ves čas govorijo, zmanjšali naj bi vnos hrane bogate s holesterolom, torej jajca, samo 2-3 na dan, zmanjšali naj bi vnos sladkorja in pa zmanjšali vnos soli. Potem se je to razvilo kasneje v tako imenovano prehransko piramido, o kateri slišimo skoraj da na vsakem koraku, kjer se govori o zdravi prehrani. Čeprav sama prehranska piramida je nekako že zastarela, namreč pred leti jo je zamenjal tako imenovani moj krožnik. Za Evropo precej nepoznam, da sem se nekako osredotočil pa pustil tole prehransko piramide, neke velike razlike med enim in drugim, pa enostavno ni. In te smernice, ko so jih predstavili, namen je bil, da se izboljša zdravstvena situacija v Ameriki, posledično tudi po svetu, glede na to, da so tudi ostale države povzele te smernice. In najprej sledi vprašanje, ali smo te smernice mi sploh upoštevali. Tukaj je en graf, ki kaže, ali smo te smernice enostavno, kako se je spreminjalo vnos različnih vrst prehrane. Vidimo, vnos zelenjave se je povečal za 23%, sadje prav tako, ogljikovi hidrati so šli navzgor, skupaj z moko. Povečalo se je tako imenovana zdrava rastlinska olja in pa zmanjšal vnos jajc za 17%, živalskih maščob, poraba mleka in pa poraba masla, vse to šlo navzgor. Nekako je videti, če smo prej videli, da se naj bi prehranske smernice, oziroma da naj bi se ljudje prehranjevali potem, da naj bi uživali več ogljikovih hidratov, manj maščob, oziroma maščobe naj bi bile nenasičene, oziroma potem bomo malo več kasneje povedali, oziroma naj rastlinskega izvora, in vidimo nekako, da se to tudi nekako dejansko zgodilo. Žal pa se je treba, potem sledi vprašanje ključnega pomena, kaj se je zgodilo, ali so postali Američani dejansko bolj zdravi, ali so bili te smernice oziroma prehranske smernice učinkovite ali ne, torej ali so danes Američani bolj zdravi, kot so bili nekoč. To je en zanimiv prikaz gibanja debelosti belih ljudi v Ameriki. Okoli leta 70 letih, torej pred oziroma v času nastanka teh prehranskih smernic, je bilo
predevelih okoli 15% ameriškega prebivalstva oziroma 31 milijonov, če bo vsega skupaj. Danes, leta 2010 oziroma v 21. stoletju, imamo predebeli kar 34% oziroma več kot 54% ameriškega prebivalstva oziroma kar 111 milijonov ljudi. Še en zgovoren graf. Delež ljudi s sladkorno boleznijo se je iz tistih minimalnih 2% ameriške populacije oziroma 4,2 milijonov povečal na 21,1 milijon, torej nekajkratno povečanje oziroma 8% prebivalstva Američanov. In ne boste verjeli, pod zelo podobnim podatki, vsaj procentualno gledano, so tudi veljavi za Slovenijo oziroma za vse države zahodnega sveta. Vidimo lahko, da smo prevideli, da so nekako dejansko bile prehranske smernice upoštevane vsaj v neki večji meri, danes človek ne živi bolj zdravo, kot je živel nekoč. Začel bi s prvim mitom, torej, da današnji človek je višji in da živi dlje. To ves čas nam ponavljajo, vsaj večkrat poslušamo, češ danes smo bolj zdravi, smo višji kot so bili nekoč. In če dejansko pogledamo srednjeveške gradove, bi se s tem močno strinjali. Ampak temu morda ni ravno tako, namreč v sredini 19. stoletja je obstajalo indijansko pleme, kjer so že v tistem času, torej pred skoraj 200 leti, dosegali popolnoma enake višine, kot je višino dosegamo danes. Prehranjevali pa so se, ne boste verjeli, z bivoljim mesom, izključno z bivoljim mesom, torej z maščobami in beljakovinami, torej brez ogljikovih hidratov. Sem bilo v sredini 19. stoletja, drug del, torej, da živimo dlje. To je zopet en velik mit, namreč v povprečju ljudje moramo vedeti, da so v preteklosti ob rojstvu ogromno ljudi umrlo, poleg tega so se divjale vojne, ljudje so živeli dejansko v pomanjkanju in ko se računa povprečje življenjske dobe za posamezno populacijo v preteklosti, se je ves čas gledalo nekako tako, da pač zračunalo, koliko ljudi se je rodilo in dejansko umrli. In dejansko je bilo prezgodnjih smrti zaradi recimo kakšnih bolezni, ki jih danes znamo preprečiti, veliko manj. Takrat pa na srečo niso poznali srčno-žilnih bolezni in pa raka, kot to poznamo danes. In da povem še to, za eno primerjavo, da boste dejansko videli, da je to pač res nekakšen mit, je Sokrat leta 399 pred našim štetjem umrl star 70 let. Se mi zdi kar lepa doba, sploh če vemo, da so ga usmrtili, torej je umrl še nekoliko pred tem, da je umrl naravne smrti. V prehrani velja cel en kup enih tako imenovanih, jaz temu da rečem, aksiomi. Aksiomi so, kot morda veste, ki sem bili nedavno nazaj s matematiko, naravni zakoni, ki jih ni potrebno potrjevati. Torej, so splošno veljavni, ne potrebuje nekega potrjevanja, poznamo jih predvsem v matematiki in v egzaktnih znanostih. Žal pa so se naselili tudi vse prehrane, kjer se iz učbenikov v učbenik, iz člankov v članek prepisujejo neke trditve, ki žal ali pa na srečo nimajo neke znanstvene osnove. In prvi takšnih velikih mitov je, da večji vnos maščob pomeni večjo možnost za srčno-žilne bolezni. To je dejansko mit, spoznali bomo podrobnosti v nadaljevanju. Najprej pa sploh pogledamo, kaj so maščobe in kje jih dobimo. Maščobe danes dobimo iz olj, prisotne so v mesu, prisotne so v mlečnih izdelkih, oreščkih in so vse okoli nas. Maščobe delimo na razne različne podvrste, nekaj od njih bom naštel, da bomo lažje potem v nadaljevanju govorili. Torej, v prvi vrsti so to nasičene maščobne kisline, nasičene maščobe, tisti bav, ki se naj bi ga morali vsi izogibati. Dobimo ga v mesu, mlečnih izdelkih, jajcih, se pravi nekih hrani živalskega izvora, pa potem tudi v rastlinskega izvora, recimo kokosova mast je en dober primer nasičenih maščobnih kislin. Potem pa smo prej videli, da se je povečal vnos tako imenovanih nenasičenih
maščob, kot sem že omenil, in pa rastlinskih olj. Rastlinske olje so, ki danes poznate v trgovini, take lepe rumene barve, morda celo malo bolj velike v nekaterih primerih. To spadajo med nenasičene maščobe, v katerih v veliki meri prevladujejo omega-6 maščobne kisline. In preden poznamo še en drug del nenasičenih maščobnih kislin, si pogledamo sploh, kako poteka predelava teh tako imenovanih zdravih olj. Jaz tega ne bom bral, se mi zdi neverjetno to brati, ker se mi zdi, da je to žal nenaravno, čeprav piše, da je rastlinsko olje in pa sončniča, ne vem, kakšne lepi slikce so na tem olju narisano, tole mene deluje kot naravno in vredno vnosa v moje telo. Potem pa smo, kot sem že omenil, imamo še drugo vrsto, veliko vrsto nenasičnih maščob, torej so to omega-3 maščobne kisline, tako imenovane zdrave maščobe, danes se vedno več poudarja vnos omega-3 maščobnih kislin v zdravih ribah, v olivnem olju, v lnenih semenih, v raznih oreških, ponovadi na slikah mandeljnih. Zakaj to pomeni na prehrano, bomo malo več kasneje povedali, tako da bi zaenkrat pustili to primer, samo toliko, da veste, da obstajajo. Potem pa še ena skupina nenasičenih maščob, to so transmaščobe, ki so nastale oziroma so se pojavile v naši prehrani v zadnjih desetletjih. Prisotne, žal v Sloveniji, so v raznih izdelkih hitre prehrane, od sladoledov do nekih tortic in nekih drugih prehrambenih izdelkih, ki jih v veliki količini mi tudi pojemo, zaužijemo. Gre pa za to, da so tukaj rezultati raziskav nedvoumni, škodujejo zdravju. V Ameriki bo ravnokar sprejeli ukrep in sicer prepovedali bodo transmaščobe iz prehrane. To so storili že na Danskem, že pred nekaj leti, in danes ljudje na Danskem zaradi tega grejo tudi v zapor, če se najde prevelike količine transmaščob v živilih, medtem ko v Sloveniji teh smernic oziroma teh ukrepov še nismo sprejeli, čeprav predvsem, ko so analizirali prehranske sestavine raznih izdelkov, so še velikokrat ugotovili, da teh maščob veliko preveč. Pozorni bodite na delno hidrogenirane olje, ko boste pogledali tiste tortice, ki se gledajo sicer zelo moljive in pa piškote, boste delno hidrogenirano maščobo gotovo našli notri in v tisti maščobi se gotovo tudi najdejo tudi transmaščobe, ki so nedvoumno škodljive za naše telo. Da pa se vrnemo nazaj na začetek, torej k nasičenim maščobam in odkdaj so te nasičene maščobe postale škodljive za naše telo. Začela se je v 50. letih prejšnjega stoletja, ko je ameriški biokemik Ansel Keys predstavil svojo tako imenovano študijo 7 držav, kjer je pokazal linearno povezanost med vnosom maščob, oziroma predvsem nasičenih maščob, in pa srčno-žilnimi boleznimi. Vidimo lahko, Japonska je uživala najmanj v tistem času, najmanj maščob, bila najbolj zdrava, medtem pa Amerika uživala največ maščob in bila najmanj zdrava, oziroma srčno-žilne bolezni, ki so danes še vedno največji problem in največ ljudi zaradi tega tudi umre, so bile v Ameriki pač najbolj pogosto. S to študijo je kar nekaj problemov. Prvi problem je, da statistična povezanost nikakor ne more dokazovati vzrok. Torej, če imamo neko študijo, v kateri preverimo razne spremenljivke, imamo en bazen spremenljiv, naredimo nekaj anketnih vprašanj, recimo med vami, o raznih stvareh, kakšne barvila uporabljate za barvene las, kakšne hlače, katere znamke in vse to, in da se te podatke meni, in jaz bom to analiziral, računalniki bo to analizirali, bo gotovo našli neko neumne povezanosti ven in podobno in tudi tukaj bi lahko bilo. Torej, povezanost med vnosom nasičenih maščob in pa srčno-žilnimi boleznimi se dejansko pokazal v tistem primeru. Problem pa je, ker lahko to služi samo kot hipoteza, torej, mi predstavimo, da so maščobe dejansko problem, potem pa je potrebno narediti študijo, natančneje, kjer se spreminja samo 2 spremenljivke, oziroma 1 spremenljivko,
pomeni v tem primeru vnos maščob, se povečuje, zmanjšuje in potem ugotavlja na podlagi tega, ali so dejansko maščobe oziroma nasičene maščobe škodljive ali ne. To ni bilo narejeno, smernice leta 2077 so bile narejene brez te študije. Kljub temu, da so že v tem času mnogi znanstveniki upozarjali, da so te smernice sporne, se jih je enostavno preslišalo. Industrija, ogljikovihidratna industrija je bila zelo močna tudi že takrat v tistem času in enostavno je to šlo naprej. Podatki iz leta 1998, torej kar nekaj let po tisti študiji, so precej zgovorni in kažejo na to, da je bil to en velik mit, ki ni imel znanstvenih dokazov. In sicer na sliki vidite graf, kjer kaže delež smrti zaradi srčno-žilnih bolezni po različnih državah in pa delež nasičenih maščob v populaciji, se pravi, več, kot imamo nasičenih maščob v prehrani, manj je srčno-žilnih bolezni in manj imamo maščob, več je srčno-žilnih bolezni. Kaže popolnoma nasprotno sliko od tiste, ki jo je prikazal nam dr. Kiss. In za razliko od Kissove študije je tukaj udeleženih 41 držav, v njegovi študiji jih je bilo le 7. In še ena pomanjkljivost Kissove študije. On ima takrat na voljo podatke kar 21 držav, v svojo študijo je vključil le 7 držav. Zakaj? Zato, da bi dokazal svoj prav, ker z 21 državami enostavno to, kar je on želel pokazati, torej da so maščobe tisto zlo, ki ga ne smemo več uživati, enostavno izpustil tistih preostale države, ne bi se pokazala nobena povezanost, da danes današnje analize kaže, sicer jaz grafa žal nimam, da bi ga pokazal. In teorijo lahko popolnoma uvržemo in so jo tudi vrgli v preteklosti, malo več kasneje. Recimo, kakšne povezanosti s srčno-žilnimi boleznimi bi lahko še vlekli, pa jih niso v tistem času, recimo s porabo sladkorja, več kot ima država porabo sladkorja, več je srčno-žilnih bolezni, večja je poraba tobaka, več je srčno-žilnih bolezni. In danes je znano, raziskave so enotne, vnos maščob, oziroma predvsem nasičenih maščob, ni povezan s srčno-žilnimi boleznimi in to kažejo vse današnje študije. Mislim, da so pred nekaj leti, pred 2 letoma Švedi pregledali okoli nekaj tisoč raziskav, ki so se nanašali in vključevali vnos maščob oziroma nasičenih maščob s tem v primerjavi s srčno-žilnimi boleznimi v populaciji in ugotovili, da ni nikakršnih povezanosti in da nasičene maščobe so pravzaprav zdrave maščobe. Kasneje bomo videli, da tudi vnos nasičenih maščob nima nikakršne povezanosti s tistimi parametri, oziroma ima pozitivne učinke na parametre v krvi. In ko že govorim ravno o teh parametrih, si pogledamo še en mit, visok holesterol predstavlja tveganje za razvoj srčno-žilnih bolezni. To se upada z tisto Kissovo študijo, ko smo spoznali prej, da so nasičene maščobe problem. Torej, holesterol naj bi bil poleg nasičenih maščob še eno veliko zlo v naši prehrani in ki ga je potrebno nujno odmakniti iz prehrane. Ne boste verjeli, letos, ko bojo jeseni predstavili Američani nove smernice, se bo to prvič po teh kolikih letih, čeprav nekateri znanstveniki temu že ves čas nasprotujejo, prvič umaknili, torej holesterol ne bo več problema v naši prehrani, sploh ne tisti dietarni holesterol. Tisti v krvi pa naj bi še vedno problem. Torej, problem sploh, kaj je holesterol, ko že toliko govorimo o njem. Gre za kemijsko spojino, gre za maščobo, ki je v naših telesih ekstremno pomembna. Je sestavina čisto vsake membrane v našem telesu, je pomembna sestavina pri nastajanju steroidnih hormonov, kot so testosteron, estrogen in kortizol, je sestavina pri nastanku aktivne oblike vitamina D, vitamin D, kot veš, dobimo s soncem, in pa da ga spremenimo v aktivno obliko, nujno potrebujemo holesterol in danes kažejo raziskave, da vitamina D recimo veliko ljudem primanjkuje. Zakaj pa je holesterol sploh postal problematik? Tukaj imamo en nazorna slika dveh žil, dveh arterij, zdrave, lepe cevi in pa nezdrave.
In sicer ta nezdrava je prva stopnja, oziroma nalaganje teh oblog na žili, na steni žil, je prva stopnja za razvoj ateroskleroze in potem, ko se tu začne ta snov je holesterol, počasi nalagati in začne žila, se začne arterija, srčna arterija se začne ožiti in kot je logično, enostavno srce ne more več dobivati kisika in ne more več razpošiljati po telesu naprej in kar naenkrat se kri v telesu ustavi in brez da bi bili pač ob zdravniku posebej verjetnosti nas doleti smrt. In, kot sem že rekel, holesterol se nalaga v te dele, pravi, to je holesterolska obloga in ko so pač gledali, so ugotavljali, holesterol se giblje po krvi, torej lahko se naloži na stene žil in posebej se najbolj tudi to naj bi zgodilo. Potem problem ostaja, ker to ni bilo nikdar dokazano, obstaja kar nekaj teorij, zakaj se to zgodi. Ena izmed njih je, da ko se vi urežete, vi daste flajšter gor na svojo rano. In prav podobno bi se lahko zgodili tudi z žilo, telo naj bi zaznalo neke spremembe, ki so dogajale na steni žile in da bi to preprečilo, enostavno pošlje tako imenovane delce holesterola, ki so sestavljeni del čisto vsake membrane, da prepreči to nastajanje in nadaljevanje te rupture na žili. To je ena izmed teorij, ki žal ni potrjena, tako da je to samo hipoteza. In torej v prvi vrsti lahko je holesterol, torej samo nalaganje holesterola, samo posledica že prej nastale poškodbe. V izrazoslovju pa imamo eno veliko zmedo. Namreč holesterola kot takega v krvi sploh ni. Zelo enostavno je bilo reči, da je holesterol vsega kriv in da se pretaka po krvi, ko pa ga takšnega v takšni obliki sploh ni. Maščobe, če ste kdaj probali olje zmešati z vodo, ste ugotovili, da to ne gre skupaj, da se ne mešata in če bi probali zliti olje v našo kri, bi se zgodilo popolnoma enako, v trenutku bi se zamešile, torej govori, da po naših žilah potuje maščoba, je neresnično, ker dejansko maščoba kot takšna ne more potovati v naših žilah in telo ni neumno in je to preprečilo. Namreč oblikovalo je tako imenovane delce, lipoproteine, ki pravzaprav spremenijo so del beljakovine in pa maščobe in spremenijo svojo obliko, svoje značilnosti zato, da postanejo v krvi topne in da se lahko po krvi prenašajo. In poznamo celo vrsto teh lipoproteinov, glede na to smo mi narejeni iz maščob, kar je 15% ali pa še več, najbolj bo danes, to kakšno je poraz debelosti, je kar 20-25% našega telesa narejeno iz maščobe, je to zelo pomenilo, da se ta maščoba lahko prenaša po krvi, po telesu, iz enega konca na drugega in to se dogaja s temi delci, tako imenovanimi lipoproteini. Teh lipoproteinov je cel kup. Naj naštejem samo dva, ki sta najbolj pomembna, ali pa največkrat o njih govorimo. Torej govorimo o delci tako imenovani low density lipoprotein oziroma lipoproteini nizke gostote in to naj bi predstavljali tako imenovani slab holesterol. Čeprav je holesterol v vseh delcih popolnoma enak, razlika je samo v količini, kot pove lipoproteini nizke gostote. Potem pa imamo še delce HDL, torej high density lipoprotein, oziroma dober holesterol in še enkrat ne povem, delci holesterola so popolnoma, sama struktura holesterola v teh delcih je enaka, razlika je samo količina, eni vozijo po teh avtocestah, so polni tovornjaki, eni se vozijo z osebnimi avtomobili in nekako tako to prenesena pomeni tudi izgleda. Naše krvne preiskave ponavadi vsebujejo tudi tako imenovani skupni holesterol, ki pove celotno sliko, koliko holesterola se, oziroma koliko HDL in LDL delcev in še nekih drugih lipoproteinov se prenaša po naši krvi. In skozi leta se je izoblikovalo prepričanje, da je LDL delci so slabi in HDL delci so dobri. Še prej pa je veljalo prepričanje, da je enostavno višji, kot imamo holesterol v krvi, več možnosti imamo za srčno-žilne bolezni. Kaj se zdaj, ali to res, da so LDL delci slabi in HDL delci dobri, raziskavajo, da si pravzaprav nasprotujoči. Enotne so si
pri HDL delcih. Več kot da imamo, boljše je, bolj smo zdravi in to kaže dejansko vse raziskave. Medtem ko za LDL delce to ne velja, raziskave so si nasprotujoče, eno izmed njih bom pokazal tudi kasneje, ker je jasno pokazano, da imajo lahko tisti z visokim povišenim deležem LDL delcev prvi dejansko večjo možnost ali pa večjo možnost preživetja oziroma manjšo možnost za nastoj srčno-žilnih bolezni. Namreč problem je, da LDL delce delimo lahko na velike in pa majhne delce, na goste in pa redke delce. In ker imamo dve podvrsti, ima vsaka tudi svoje lastnosti. In raziskave so si zopet tukaj enotne. LDL majhni delci so tisti, ki so nevarni in problematični. In če jih imamo povečane, potrojijo možnost za razvoj srčno-žilnih bolezni. Torej, mi z našimi preiskavami, ki dobite pri zdravniku, enostavno ne morete vedeti, kakšne delce imate v svoji krvi in zato je to pač sam pokazatelj popolnoma brezpredmeten, glede na to, da ne poznamo celotne strukture delcev. Da ponazorim, kako to zgleda, masa delcev je enaka, LDL delcev, različna pa je njihova gostota in pa velikost. Tega mi žal ne moremo v naših laboratorijih izmeriti, nekje v Ameriki lahko raziskave predvsem ekstremno drage in žal zaradi tega tudi predikcija srčno-žilnih bolezni na podlagi LDL delcev je popolnoma nesmiselna. In ne boste verjeli, kdo zvišuje delež slabega LDL. Ugljikovi hidrati so tisti, ne maščobe. Maščobe so dokazano zvišujejo oziroma ne da zvišujejo na nek način, če se večje vnos maščob, večje delcev, nenevarnih LDL delcev, torej tistih, ki ne povzročajo srčno-žilnih bolezni. Procesirani ugljikovi hidrati, kaj so to? To je moka, to je sladkor, vse tisto, kar že danes na nek način govorimo tudi, mi imamo za tako imenovan junk food. Zdaj pa že obljubljena raziskava, 90,000 oseb so spremljali skozi nekje 10 let in nakazuje se, pravi Japoncev, 60,000 žensk in pa 30,000 moških, vrednost LDL delcev v krvi in pa možnost pač neke smrti in vidimo lahko višja LDL delcev, manj možnosti, imamo neko linearno povezano, totalno obratno tistega, kar nam govorijo današnji zdravniki in naši zdravstveni domovi. To je samo ena izmed študij, teh študij je še mnogo, enostavno, večinoma so vse študije neenotne in pač LDL delcev nekateri zdravniki več ne smatrajo kot risk faktor za razvoj nekih bolezni. Naslednji mit. Ugljikovi hidrati naj bi predstavljali najbolj pomembno hranilo za naše telo. Poznamo namreč 4 makrohranila. Maščobe, beljakovine, ki jih najdemo v mesnih izdelkih in so po mojem mnenju, po mojem prepričanju najbolj pomembno hranilo za naše telo. Zakaj? Zato, ker so shranjeni iz velikega dela beljakovin, poleg tega beljakovine uporabljajo celo vrsto različnih funkcij v našem telesu, od tega, da poskrbijo za da so to hormoni beljakovine, da so razne kemijski procesi, nam ne bom še res v detajle, in brez njih enostavno ne moremo živeti. Beljakovine so sestavljene iz aminokislin in od teh aminokislin, kar 9, jih ne moremo sami proizvesti in jih moramo nujno s prehrano vnesti v naše telo. Zdaj, s kakšen vegetarijan ali pa vegan se s to sliko ne bo strinjal, ne se lahko tudi z rastlin dobimo, z hrane rastlinskega izvora lahko dobimo vse te beljakovine, se popolnoma strinjam. Z ustrezno strukturirano dieto, vegansko ali pa vegetarijansko lahko dobimo vse te potrebne beljakovine v prehrani. Potem je naslednjo makrohranilo, o kateri smo že več prej govorili, da več ne bi preveč drugih besed tukaj, torej maščobe, ki so del našega membran, torej vsake celice, od tega so omega-3 in omega-6 maščobne kisline, ki sem jih že omenil, pa v kateri se bom še enkrat vrnil, esencialni jih moramo nujno zaužiti v naši prehrani, sicer pač ne bo najboljše z našimi telesi, ponovadi jih zaužijemo v dovoljšnjem količini, tako da ne boš na panike, se to premalo krat govori o tem. Potem imamo še ugljikovi hidrati,
ki naj bi predstavljali v današnji zahodni prehrani največji delež zaužitih dnevnih kalorij, torej poraba energije. Žal, vse današnji, ali pa na srečo, ne vem, nismo sestavljeni iz ogljikovih hidratov, naše celice delujejo čisto enostavno lahko brez. V našem telesu so sicer ugrajeni nekje jih imamo shranjeni nekje 500 gramov, tisti najboljši športniki, do 800 mislim, da je številka. In večkrat nam, ko se v debatah, ali so ogljikovih hidrati pomembni ali ne, se zagovorniki ogljikovih hidratov rečejo, ogljikovih hidrati hranijo možgane. Brez ogljikovih hidratov naši možgani ne morejo delovati. To je spet en mit, ki ne velja, na srečo. In sicer glukoza oziroma ogljikovih hidrati, ki jih zaužijemo, se takoj pretvorijo počasi, sčasno pretvorijo v glukozo. Glukoza potuje po krvi in hrani naše možgane, naše celice, naše mišice. In na srečo ni edino gorivo. Torej, če nam enkrat zmanjka ogljikovih hidratov, jih ne uživamo, bo telo se na to odzvalo in bo začelo razvijati, delati neke druge snovi, tako imenovane ketone, ki tudi niso škodljivi, čeprav nekateri pravijo, da so. In popolnoma enakovredno hranijo naše možgane in naše celice. In zato ogljikovih hidrati v nobenem primeru niso esencialno oziroma najpomembnejše in sploh pomembno hranilo v našem telesu. In vprašanje, ki se mi pojavlja, zakaj iz evolucijskega vidika? Zakaj bi delu človek znal narediti takšno zaloge maščob, kot jih mi človek znamo narediti in neskončno zgled to, če pa so ogljikovih hidrati tisti, iz katerih zaloge bi morali delati. Glede na to, da ogljikovih hidratov smo nesposobni shranjevati, medtem ko smo skozi evolucijo postali pametni, smo na dveh nogah, da se lažje premikamo, da se lažje hladimo, nimamo nekih problemov, kot jih imajo recimo psi, ker imajo probleme s ohlanjanjem v vročih dneh, imamo največje možgane, saj v relativnem smislu smo najbolj pametni, medtem pa ogljikovih hidratov skozi evolucijo nismo znali shraniti. Pa ne bi bila to ena evolucijska prednost. In mislim, da je čas, torej ideja, da so maščobe nezdrave, da so ogljikovih hidrati najpomembnejši, čas, da se ta ideja uvrže. In mislim, da je prav, da zaenkrat za vselej se teh prehranskih menij reče konec. Jaz sem prepričan, da se bo tudi v tujini zgodilo. Prej ali slej v nekaterih državah poteka ravno tudi revolucija, ravno zaradi tega tudi jaz govorim o tem. In logično sledi vprašanje, kaj naj torej jem, da bom zdrav, da se bom izognil srčno-žilnim boleznim, ki so še vedno, in pa rakavim obolenjem, ki so še vedno največji delež vzrokov za umrljivost v 21. stoletju. Ko znamo pozdraviti nešteto bolezni, teh bolezni še vedno ne znamo predstaviti. Kaj naj torej jem? Jaz mislim, da bi jemo hrano. Enostavno. Tisto naravnega izvora, neprocesirano, ki vključuje, da sem že rekel, v največji meri maščobe, ker maščobe so tiste, ki jih smo sposobni shraniti, ki so sestavljeni del našega telesa, seveda lahko uživamo nasičene maščobe. Da, maslo je bilo skozi vrsto let spoznano za neko problematično, ravno zaradi vnosa, ravno zaradi velikega deleža nasičenih maščob, in se ga je zamenjalo z margarino. Danes v trgovini lahko dobimo margarino z okusom masla. Jaz tega res ne razumem, zakaj je to potrebno. Medtem ko margarina oziroma olja v margarini so nastala po zelo podobnem procesu, kot ste ga prej videli tistih z nafto in z ostalimi derivati, ki nikakor ne sodijo, nimajo nobene veze za našo zdravo prehrano in pa naravnim načinom življenja. Potem pa je kot že obljubljeno, da tukaj nenasičene maščobe je omega 3 in omega 6. S tem, ko smo povečali vnos nenasičenih maščob, prihol, bogatih za omega 6 maščobnimi kislinami, se nam je porušilo eno zelo pomembno ravnovesje v našem telesu. Sicer razmerje maščob omega 3 in omega 6. Količina teh dveh maščob v telesu mora biti ves čas konstantna, sicer
se nastopijo vnetni procesi, če preveč omega-6 maščobnih kislin, in s to zahodno prehrano, s tem povečanim vnosom margarin in umetnih olj smo dosegli ravno to, da smo omega-6 maščobne kisline vnos povečali, da to ne bo, omega-3 pa smo nekako zanemarili. Danes v lekarnah dobivate možnosti za vnos dodatnih omega-3 v nekih kapsulah, v nekih nenaravnih pripravkih, seveda pa to bi lahko popolnoma po naravnem poti povečali, recimo z raznimi oreščki, mandi so recimo super, kar se tega tiče, potem je to olivno olje. Najbolj bomo pa naredili, če bomo zmanjšali vnos tistih grozno predelanih olj, torej rafiniranih rastlinskih olj in pa margarin, ker pač enostavno tisto je problem tega vnosa prevelikega omega-6. Potem jaz sem velik pristaš, da se uživa meso, zakaj ne reči kakšen veganski tofu, recimo, zato ker je človek najlažje dobi vse tiste pomembne aminokisline, 9 jih je iz mesa. Ne naredi nobene neke velike napake, škode, če poje pač tisti delež beljakovin dnevnega delež beljakovin na dan v obliki mesa, bo ni potrebno nekaj razmišljati, medtem ko pri veganskih prehrani in vegetarijancih lahko kaj hitro pride do pomanjkanja ene teh aminokislin, ki lahko nastanejo zdravstveni problemi. Potem so tu ogljikovi hidrati, jaz bi najraje rekel, da jih ostavim iz prehrane, naslednji teden, ko bomo govorili o športnikih, se s tem ravno ne bom strinjal, ampak ko govorimo na splošno, da niso esencialni, najbolj pomembni, bom rekel samo to, dajmo jih jesti in moderation, pomeni v zmernosti, dajmo jih zmanjšati, povečamo tisto zdravo, zmanjšamo te velikove hidrate na minimalno, oziroma na manj, ker enostavno več kot 200 gramov je kapot več kot dovolj za naše dnevne potrebe in več kot to dejansko ne potrebuje. Zdaj pa en problem, da imamo žal v naši populaciji en kup enih ljudi, ki spadajo med posebne populacije. To so ljudje, ki so preživeli in imajo sladkorno bolezen. In to sta največja dejavnika poleg starosti za razvoj srčno-žilnih bolezni. Kateri vemo, še enkrat povem, največ ljudi umre ravno zaradi tega razloga. In podatki so zastrašujoči. Stvar, kar se tiče sladkorne bolezni. V Kitajski so med letom 2009 in 2011 našli kar 50 milijonov novih primerov sladkorne bolezni tipa 2. In na svetu imamo danes več kot 366 milijonov ljudi s sladkorno boleznijo. Podatki oziroma ocene pa kaže, da bo do leta 2040 število ljudi s sladkorno boleznijo doseglo pol milijarde ljudi. To je nepredstavljiv delež. Pa imamo samo Slovenijo. 22% prebivalcev starejših od 75 let ima danes sladkorno bolezen. 16% starih od 65 do 74 let ima sladkorno bolezen. In pa vedno več mladih ima sladkorno bolezen. Ker niso ti podatki dovolj zastrašujoči, sploh ko nam Zveza društva diabetikov Slovenije in pa vsi zdravniki zatrjujejo, ne, sladkorna bolezen ni vzdravljiva. Jemali boste celotno življenje neke zdravila, ves čas boste morali razmišljati, kakšne oblikovi hidrati, kakšno hrano uživate in lahko se boste, kljub temu boste imeli ves čas probleme, kar ves čas povečali in le upate lahko, da ne boste imeli kakšnih posledic, ki so, veste, zelo neprijetni, kar se tiče poleg smrti s sladkorno bolezni. Jaz sem nekoliko drugačnega prepričanja, sicer mislim in podatki kažejo, da z ustrezno prehrano, torej niso ogljikov hidratnih diet, o tem malo več kasneje, lahko dosežemo to, da se znebimo vseh zdravil, da je naša koncentracija glukoze popolnoma normalna v krvi in da je tveganje za srčno-žilnih bolezni zmanjšano minimalno. Kako vemo, da smo sploh ogroženi ali pa nismo? Nam ves čas govori tisto na LDL, kolesterolu in pa v glukozi. Povečan krvni tlak je super pokazal. Potem je tu še glukoza, ampak glukoza direktno ne. Namreč, ko vi zaživite ogljikov hidrat, prehrano, ta glukoza čez dan ves čas variira. Skače gor, dol, levo, desno. In najboljše bi bilo, če bi to glukozo vi merili vsako uro ali pa vsake 10 minut. Ampak to bi bilo prav statičnega vidika nemogoče.
Zato so izumili neko drugo metodo ugotavljanja višine glukoze skozi daljše časovno obdobje, skozi en teden, en mesec, in sicer na hemoglobin vezana glukoza oziroma glikiran hemoglobin oziroma HB1AC. Ta raziskava, jaz ne vem, zakaj zdravniki pogosto ne dajo med svoje tiste sistematične preglede, stane približno 20 € za samega plačnika, je pa zelo dober pokazatelj na to, ali imamo povišeno glukozo. Povišena glukoza pa predelno je znak, ali pa da smo na prestopni, da dobiti diabetes tipa 2. O tem še malo več kasneje. Potem so tudi trigliceridi. Ne boste verjeli, trigliceridi se povečajo z uživanjem ogljikovih hidratov in močno zmanjšajo z uživanjem maščob. Eno zgodbo bom povedal na koncu. Potem, ko so že HDL glikoproteini, torej ne LDL, ampak HDL, skratka, višje, kot jih imamo boljše, in nižje, kot jih imamo, bolj smo ogroženi. In ko smo prej govorili debelosti, debelost dejansko vzrok debelosti je prevelik vnos hranil. Ampak če pogledamo psa, doma saj mnoga psa, on poje toliko, koliko dnevno porabi. Ima razvit mehanizem, da ko poje hrano, ne stane potem bolj aktiven in ko ima dovolj. In je ves čas njegova masa konstantna, čeprav mu ne gledam v krožnik, pa mu ne tehtam hrano. In ta mehanizem bi moral delovati v naših telesih, to smo pametni, pa ne deluje. Imamo veliko predebelih ljudi in da jih krivimo, da so oni zato, ker radi jejo, ker se ne zna kontrolirati, krivi, da so debeli in da s tem povečujejo možnost za razvoj bolezni in obremenjujejo državni proračun, posledično je za moje pojme nesmiselno. Namreč, jaz mislim, da je problem s tem, da se smo s časom evolucije nekateri ljudje, takšnih je precej, enostavno dobili neki problem, ki je pa ravno zdaj. Inzulin, oziroma problem inzulin, oziroma je posledično inzulin je, kot veste, hormon, ki je izrednega pomena, probleme imajo diabetiki z njim, diabetiki tipa 1, pri nekaj primanjkuje, pri diabetiki tipa 2 pa so celice neaktivne. Kaj inzulin je? Ko vi pojeste nek obrok z ogljikovimi hidrati, se te ogljikovimi hidrati začnejo počasi razgraditi na glukozo in ta glukoza začne prehajati v kri. In kot veste, v telesu mora biti ves čas homeostaza, to pomeni, da morajo biti stvari približno enake. In ta glukoza ne bi imela v krvi kaj početi, zato jo vzamejo celice. Ampak celice kot same je ne morejo vzeti, brez da nekdo odpre vrata tem celicam. In ta ključar teh vrat je inzulin. Se pravi, inzulin se v kri pride, oziroma se sprosti, ko naša glukoza, oziroma koncentracija glukoze v krvi naraste. In skozi čas, ko se to ves čas dnevno, 5-krat na dan moramo pa jesti, ta inzulin sproža, ker naenkrat ta ključavnice več ne deluje na teh celicah. In temu rečemo odpornost na inzulin. Celice postanejo neodporne in koncentracija glukoze, glede tudi, da ni več tega ključarja, ki bi odpiral vrata, ker naenkrat nastane in začne naražati v naših celicah in postanemo pa vedno bolj podtvegane za razvoj kakšnih bolezni in zelo pomembno, pojavi se debelost. Zelo velika korelacija je med inzulinsko odpornostjo in pa debelostjo. In prepričan sem, da postopki starejši, ko ste, večji problem, večji delež maščobne mase, ravno zaradi tega, ker postajajo celice odporne na inzulin in tam sladkor odvečen, bodi si ostale, bodi si se pretvori direktno v maščobe. Namreč maščobne celice zadnje postanejo odporne na inzulin in so še vedno imajo veliko večjo sposobnost sprejemati v sebe maščobo, kot pa glukozo, kot pa mišične celice. In inzulinska odpornost vodi v debelost. Včeraj mislim, da mi je mama, ko je videla tole sliko, vsi ga poznate, to na konferenci TOF, celo življenje je bil aktiven, udeležil se je neštetega števila maratonov, pa pravi včeraj mama, da je pa vedel, včasih je v pasuh. Je ravno to se je zgodilo. Skozi vse življenje predvidevam. Se je prehranjeval z ogljikovimi hidrati, jedel zdravo prehrano, se rekreiral, danes ima velike možnosti, da umre zaradi srčno-žilnih bolezni, ki sem krepel, najbrž
najbolj ga upravljamo in ima tudi kar slika precej slabo. Razlog za to je gotovo inzulinska odpornost in ne boste verjeli, inzulinsko odpornih je več kot 50% prebivalstva v Sloveniji. Več kot 50% tem, da nekoč dobi sladkorno bolezen. In očitno je ta prehrana, ki jo uživamo, torej s temi ogljikovimi hidrati, neprimerna. Torej, zakaj? Zato, ker so ogljikovimi hidrati tisti, ki vozijo s krvnim sladkom gor, dol. Maščobe in beljakovine nimajo skoraj da nikakršnega vpliva na krvni sladkor in pa posledično na inzulin. Za te ljudi, ki že imajo probleme, je edina možnost, poleg zdravil, nizkoogljikovhidratna dieta. Torej, nizkoogljikovhidratna dieta je dieta, ki vsebuje manj kot 30 gramov ogljikovih hidratov na dan in se že za nekatere primere uporablja v medicinske namene, sicer v Sloveniji recimo s tem zdravijo nekatere oblike, uspešno zdravijo nekatere oblike epilepsije, v tujini pa se vedno večkrat ugotavlja, da se lahko s tako dieta ali lajša ali pa prepriči nastanek Alzheimerove bolezni, Parkinsonove bolezni, sedaj pa so tudi zadnje pregledi znanstvenih raziskav ugotovili, da je ta dieta uspešna tudi za zdravljenje oziroma lajšanje tegob inzulinske rezistence oziroma sladkorne bolezni, ki pa je. Žal to pomeni, da poleg tega, da možete dati ven vso nesnago, to je po mojem nesnago, kako se izražam, ogljikovih hidratov, torej razne kruhe, razne testenine, razne takšne izdelke tega izvora, morate reči, da tudi sadje. Namreč sadje je danes po enem bistvu zelo bogato z ogljikovimi hidrati in žal močno vpliva, ima veliko vpliv na krvni sladkor. Zdaj, za take osebe ne bo rekel, kaj naj pa človek je. Jaz sem na tej prehrani, mislim, da kakšnim leto in pol, s kakšnim postankom vmes. Naslednji teden vam bom predstavil, sem naredil na inštitutu Jožefa Štefana, smo naredili študijo, zanimivo študijo, kaj se zgodi športnikov, ki uživa tako prehrano, gledam tudi, da so ogljikovni hidrati tako pomembni za športnika. In tukaj imamo en velik list sestavin, ki jih seveda enostavno lahko jemo. Sem spadajo cel kup enih zelenjave, od stvari, ki jih najbrž morda od jajc, drobovine in stvari masla, kokosovega olja, svinjske masti, snovi, ki ste jih danes večinoma se izogibali. Sicer ta seznam, če bi koga zanimajo, ja tudi pa pošljam, seznam predvsem dolg, se nadaljuje za mlečnimi izdelki, sladki smetani, skuto, kremni siri in seznam se še nadaljuje še bolj neskončnost. Potem so neke snovi, ki jih naj bi uživali v zmernosti, kot pomeni sadje. Sadje sicer res bogato z vitamini in pa drugimi nekaj pomembnimi hranili, ampak jih z zelenjavo in pa tudi z mesom boste veliko vitaminov, boste čisto normalno prešli lahko skozi. Torej, sadje najbolj nekaj listi zmernih stvari, izogibate pa se teh hrani. Torej, čim manj, tisti, ki imate nekaj probleme z debelostjo, bojusi ali pa srčno želimi, kakšnikoli problemi, se izogibate raznih sadnih sokov, smutijev in ostalih oglikovih hidratov. Tukaj pri čokoladi bi dal en velik, načeloma čokolada ni problem, če je prava čokolada, če ima več kot 80% vsebnosti kakava, tista je zelo mastna, ne tako imenovana skoraj ne zdrava za nekatere, ampak bolj je problema una, ki ima veliko sladkorja seveda. Potem so tu še pijače, v pivu je ogromno sladil, ogromno nezdravih stvari, kot kakoli tiče. Da je pa stvar, ta dieta je zelo nizkoogljikovhidratna dieta uspešna, tudi za hujšanje, kažejo številne raziskave, tukaj so le podatki samo ene, in sicer primerja nizko maščobno dieto z namenom hujšanja in pa nizkoogljikovhidratno dieto z namenom hujšanja in vidimo, da je nizkoogljikovhidratna skupina v obdobju 24 tednov dosegla veliko boljše rezultate pri znižanju telesne mase kot tista z nizko maščobna, ki nam jo priporočajo zdravniki. Na začetku smo videli, kaj pa sol. Na začetku smo videli, da naj bi se tudi soli izogibali. Danes se pojavili na tem področju vprašanje, namreč raziskave so
tudi tukaj zelo pomanjkljive, oziroma raziskovalci so se danes večinoma enotni, so nikakršno ni v nobenem primeru problematična, sploh tistih nekih ne preveč ekscesivnih količinah, prevelikih količinah, torej da se vi izogibate in jeste čim manj soli, zato ker imate visok krvni tlak, ki popolno nesmisel. Solite toliko, koliko želite, da bo nič narobe. Kaj se pa zdaj zgodi, ko mi tega človeka, ko imamo mi osebo, ki smo jo dali na nizko hidratno dieto, kaj se zgodi s temi parametri, oziroma znanitelji zdravega načina življenja, temi parametri, o katerih sem že prej govoril. Ne boste verjeli, vsi se izboljšajo. Tudi LDL, ki ga tukaj ni, se ponavadi zmanjša. Da ne bom samo govoril, kaj kažejo raziskave in tako dalje, lansko leto, naj povem čisto iz praktičnega primera, lansko leto, kakšnim letom in pol, ko sem ravno začel prebrati o tem prehrani, sem začel poglabljati vanjo, je oče prišel zdravnika z močno povečano vrednosti trigliceridima, torej maščobom in krvi, imel zelo slabo lipidno sliko, torej tudi holesterol je bil problematičen in zdravnica mu je seveda napotila na dieto, če uživate čim manj maščob. Pa sem rekel, da mu narediti en eksperiment. Kakšne 3 tedne, odkar zatrajali se skupaj, je jedel samo maščobe, jedel je majoneze, jedel je meso, sire, salame, karkoli, vse tisto, kar smo danes smatramo, ali smo do zdaj smatrali kot slabo, ne zdravo. In po 3 tednih v telefonskem pogovoru z zdravnico mu je rekla, da ima zelo dobro dieto. Ker so se vsi parametri popolnoma stabilizirali in postali popolnoma običajni, kot malo, kot bi morali biti. Torej, s tem delom bi zaključil, na konec bi dal še samo se osredotočil na neke mite. In sicer, eden izmed tih je, danes, v današnjem času se večkrat sliši, da meso povzroča rak. Tukaj je spet en problem s temi študijami. Ko ljudje naredijo anketo, vas pokličajo po telefonu, ko vi jim odgovarjate, koliko krat na teden jeste meso, koliko krat na teden jeste to, s čem delate perilo in tako dalje, in potem vlečejo vzporednice. In so našli vzporednico, da je meso eden izmed znakov za, oziroma možnosti, da več kot mesa zaužijemo, večje možnost, da razvijamo rak. Gre za študijo, ki samo nekaj nakazuje, torej bi lahko to njihove rezultate služili samo kot hipotezo in ničesar ne potrjujejo, ker študije dejansko niso naredili. In če pogledamo v zgodovino, kaj so ljudje jedli v preteklosti, in pa pogledamo danes, in pogledamo, koliko raka so imeli pred 1000 leti, pa pogledamo danes, da niso imeli danes, pa ga imamo, pa pogledamo, da zakaj so tudi jedli meso, potem mislim, da se nakazuje odgovor. Najbrž je problem v tem, v pripravi tega mesa. Če porabimo tiste rastlinska olja, ki so jih dobivali iz nafte, tudi pomočjo nafte, morda je tam leži razlog. Nekatere študije, so 2 vrste študij, ki so nakazovali problem mesa, druga so tako imenovane veganske študije, jaz ne pravim veganske, namreč znanstveniki, ki so to preiskovali, so bili ponovadi vegani. In sicer so vzeli, recimo, populacijo vas, ki ste na tako imenovani zahodni dieti, uživate včasno, da se da v McDonald'sih, če se pregrešite, jeste kaj sladkega, nezdravega, in so jih poslali v nek hotel, za kakšno neko časovno obdobje, ali pa so jim povedali točno, kaj morajo jesti, naravno, in kuhali in celo plačali za to. Oni so seveda to upoštevali, kaj ne, če so jim plačali in so se skuhali, so se prehranjevali naravno, sicer vegansko, in ugotovili so čudežno velike spremembe na bolje. Logično. In da so jedli prej nek junk food, pa danes močno dobro strukturirano hrano, so rezultati logični, česar pa ne potrebujejo. Torej ne moramo preliviti mesa, ne moramo preliviti olj, za vse je potrebno dodatne študije. Danes študije, da meso povzroča rak, ni, in jaz sem napišen, da tudi v preteklosti ne bo. Še ena stvar, rakave celice ne boste verjeli, jedo, samo se prehranjujejo samo z glikozo. Gotovo boste slišali primere, ko so ljudje izstradali raka, in sicer ideja temelji na tem, da zopet raku ne omogočimo, da uživa, da se širi,
da je tisto hrano, ki mu želi, ker če ga izstradamo enostavno, ali ga ustavimo njegovo rast, ali pa ga celo iztrebimo. In kar nekaj primerov je, tudi znanstveniki vedno več to možnost zdravljenja preučujejo. V nekaterih državah, v teh privatnih klinikah se že zdravljenje za nizko hidratno dieto, pa ne manj kot 50 gramov, ampak celo manj kot 10-15 gramov dnevno uporablja in so rezultati zelo spodbudni, sicer popravijo še nekaj let ali pa desetletje, da se stvar potrdi, da za vse take trditve je potreben čas in resnično kvalitetno izvedene študije, v katerih ni možnosti za napak, kot jih je naredil recimo dr. Ansel Keys na začetku. Še en mit, da jesti moramo vsaj 5-krat na dan ali pa 6-krat na dan. Čim večkrat na dan moramo jesti, pa bomo bolj zdravi. Raziskave so spet enotne. Večkrat, ko jemo na dan, ali pa manjkrat, nobene razlike ni naše telesno maščo, naše počutje in tako dalje. Da je zajtrk najpomembnejši obrok, je spet precej stvar, anekdotna stvar, ideja, da je treba zaužiti obrok, da si potem boljše počutiš in tako dalje. V nekaterih primerih jaz jem vsako jutro zajtrk, pa če ne jem zajtrka, se slabo počutim. Nekateri normalno živijo brez zajtrka in zakaj bi njim vsiljevali nek bioritem, ko prijo zvečer spat, pa zjutraj ostanejo, zakaj bi jim vsiljevali nek bioritem nekega prehranjevanja, če se pa čisto normalno in brez problemov živijo z enim, 2-3 obroki na dan. Zakaj bi vsiljevali še dodatno 2, pa dejansko ni nobenih raziskav, ki bi zadeljevali in pa nasprotno pravilo. Fruktoze ne bi omenjal, če ne bi v trgovini naletel na tole škatlo. Sadni sladkor, fruktoza, manj kalorij, več zdrav. Dajmo tole jesti, ker je to sladkor, ki je bolj zdrav, z raziskave, ki pa resnično zelo enotno. Fruktoza kot sadni sladkor je ekstremno problematična. Zakaj? Fruktoza je sladkor, ki ga naše celice ne morejo prevzeti. Zato, ko se sprosti v kri, dejansko nima vpliva na vrednost inzulina, ker pač inzulin je ne prepoznan kot nek dejavnik, nek faktor. Problem nastane, ker fruktoza se lahko predela v glukozo samo v jetrih. In ko mi uživamo ogromne količine fruktoze in tega sadnega sladkorja, se naše jedra kar naenkrat preobremenijo, jetra namesto, da bi izvažale v kri glukozo, začnejo izvažati maščobe, začnejo se debeliti in to je tisto, kar mi ne želimo. In fruktoza ne hvala. Zdaj pa je fruktoza, sadni sladkor, sadje je veliko, ampak sadje je še cel kup vlaknin, ki enostavno poskrbijo, da ta fruktoza resnično počasi prodira naše telo in nekakšno nima nekega velikega vpliva na naše zdravje. Problem je, ko prodajajo tako skoncentrirano glukozo in dejansko jo zamenjamo namesto, da sladkamo stvari za navadnim sladkorjem, sladkamo s fruktozo in takrat nastanejo problemi. Poleg tega je fruktoza povečana s povečanim apetitom, če ste kdaj pogledali, kaj dajo otrokom v tako imenovani sirup apetito, da naj bi povečal apetit v dojenčku otrokov, notri je fruktoza v največji meri, ravno zaradi tega povečuje apetit. Zdaj, zakaj bi jo jedli, jaz ne vem, super lepa reklama, ampak industrija je tista, ki narekuje veliko. In tudi tukaj je enako. Ali potrebujemo prehranske dodatke? Lekarna, polna prehranskih dodatkov, Hofer, polna prehranskih dodatkov. Imamo v Mercatorju celo vrsto teh izdelkov, cele polne police izdelkov za zdravo prehrano in prehranskih dodatkov. Najbolj smešno se mi je zdelo, ko sem zagledal brokoli v kapsulah. Resnično se vprašam, zakaj bi človek jedel brokoli v kapsulah, če kupi navaden brokoli, pa poje navadnega. Potem se vprašam, sledi logično, kako so ta brokoli, so ga nadobili, pa ga spravili tiste kapsule, ali so ga industrijsko obdelali in kjer je sigurno izgubilo cel kup nekaj hranilnih snovi, za katere morda sploh ne vemo, da obstajajo, pa so tam, ki pa lahko doživimo normalno hrano.
poleg tega omega-3 maščobe, ali bomo jedli z istih nekih kapsul, ali bomo jedli prek tablet, ali bomo jedli z nekimi sirupi, medtem ko lahko postavno za isto ceno, glede za te prehranske dodatke, ki navadno zelo dragi, kupimo popolnoma normalno, običajno hrano in z njo čisto normalno živimo. In vedeti moramo, najbolj pomembno pri vsem skupaj je, da se zavedamo, da je zadaj industrija, ki služi na naš račun, na našo skrb za zdravje. Vsi želimo biti zdravi in vse bomo naredili, da bomo zdravi in ta podjetja to vedo. In zato nam delajo zdrave piškote, nam delajo vse nekaj bio, pa stvari, ki sploh niso bio, če pogledate sestavine, boste videli veliko stvari, ki se piše, da so bio, niso bio, in nas nek način zavajajo, prodajajo neke becil proaktive, znižujejo ravni holesterola, pozabijo povedati, da se zniža navadno tudi delež dobrega holesterola, da delež holesterola sploh, oziroma LDL delcev sploh in dovolj, da vemo, da so različni delci in tako dalje. Zamočili nam cel kup podatkov, predstavijo nam tiste lepe, njim zanimive in pač nam to zapakirajo lepo škatlo in mi v lekarni, kjer se prodaja zdravje, da nasedamo in kupimo. In porabimo lahko tudi 1000 evrov. Pa sploh ne vemo, vsi smo za zdravje plačali. Smo se zdravje plačali. To jaz bi s tem z prehranskimi dodatki danes zaključil, pa vas vprašam, če imate še kakšno vprašanje, če bom znal odgovoriti, sicer se bom potrudila izvem odgovor do naslednjega tedna, ali pa vam odgovorim preko elektronske pošte. Hvala. Mene zanima, kakšen sladkor je v medu? Pa fruktoza, v medu. Jaz čestitam za tole predavanje. Prvič zato, da se en mlad loti tega, ker področje je zelo delikatno. In seveda se ga strokovnjaki narekovajo z različnih področji, tako tisti, ki se zares s prehrano ukvarjajo, pa kemiki, zdravniki, skratka različni se lotevajo tega. In sem zelo vesela, da si se lotil tega in za pogum, da si se sploh lotil. Potem to, da si očitno kar veliko energije in časa porabil za to, da si resno to vzel. In mene zadnje prikazal in povedal si tako, kot da bi imel dolgo kilometrino v predavanjih. Čestitam. Kakšno imaš razmerje pa ti med beljakovinami, maščobami in ogljikovimi? Tako, samo razmerje sem hotel naslednji teden več povedati. Beljakovine načeloma potrebe po beljakovinah, sicer smernica uradno narekuje nekje 0,8 grama na kilogram telesne teže, če to preračunamo vse. Nekako novejše raziskave kažejo, da bi bila ta vrednost boljše, da bi bilo višje, zapravi nekje 1,6, odvisno od samega strukture športa, s katerim se ukvarjaš, spravi športi moč tisti, ki želijo biti bodybuilderji, bodo imeti pač teh beljakovin več, ker potrebujejo več gradnikov za mišice, več opek, medtem ko običajni ljudje, recimo vzdržljivostni športniki, kolesarji, naj bi teh beljakovin potrebovali manj. Sicer veliko sem prebral, oziroma neka zadnja študija je bila, da nekje ženskam se priporoča nekje 1,6 gramov, tudi vzdržljivostnim športnikom gramov na kilogram telesne teže, podobno najbolj tudi za moške velja. Ostali delež predstavljajo maščobe, si samo strukturo bom tudi zopet naslednji teden, ko sem naredil na Inštitutu Jožefa Štefana, smo resnično naredili eno zanimivo študijo, in sicer 2 prehranska režima športnika smo primerjali z vplivom na rezultat, sicer samo na eni osebi, torej samo na meni, neko pilotno študijo smo izvedli, kjer bom prikazal točno, kakšno hrano sem jedel, kakšnih deležih. Dejansko pa naj bi pač ogljikovih hidratih, prej niso ogljikovih hidratnih dieti predstavljali do nekje 50 gramov, nekaterih nekaj 25 gramov, odvisno od vsakega posameznika.
medtem ko naj bi maščobe predstavljali ostali del. Sicer pri športnikih, nekaterih velikih, je potrebno dodati veliko večje količine velikih hidratov. Nekje se priporoča nekje do 200, ampak to je spet od posameznika do posameznika zavisi. Pa potem naslednji teden več nam da v kontekstu vse skupaj pogledal. Ja. Mene pa zanimajo vitamini, ko sadje došlikrat imamo podvrat vitaminov. Vem, da se večino vitaminov vzame, pa mislim, tudi drugimi vrstnimi zamenjamo, ampak ne pa vseh in tudi prav neko sadje je bolj koncentracija vitaminov in tako. Res je, v sadju je ogromno vitamina, problem pa je, da te vitamine dejansko mi rabimo še v količini ne. Bila je narejena študija zanimiva v začetku 20. stoletja, kjer so dali nekaj oseb za 1 leto, spravi 12 mesecev, jesti samo in izključno samo meso. Jedli so mastno meso in potem so gledali, ali so razvili kakšno vitaminsko pomanjkanje ali ne, in so ugotovili, da čeprav so bili skozi pod zdravniškim nadzorom ravno zaradi tega, ker je bilo strah, da se bo zgodilo, da bo prišlo do vitaminskega pomanjkanja, do tega ni prišlo, ni bilo nikakršnih problemov in hipotezirajo, da so ugljikovi hidrati v živanju procesirani v ugljikovi hidrati, da je povezano za izgubo tudi vitaminov. Se pravi, da manj kot nekih predelane hrane zaužimo, malo bomo vitaminov izgubili in posledično tudi manj potrebno zaužiti. Recimo, pri ženskah, ki je pri športnicah so ugotovili, da povečano, recimo, veliko športnic je ogromno količino zelenjave in ugotovili so, da ravno te, da je ta populacija lahko ima probleme z koncentracijo hemoglobina oziroma s koncentracijo železa v krvi, ker naj bi povečano vnos teh vlaknin pomenil tudi, vsaj ogromno vlaknin, pomenil izgubo teh mineralov. Tukaj se še ne ve, dejstvo pa je, da sadje ni tako pomembno, kot se nam ga na nek način predstavlja. Je veliko bolj zdravo, kot če jemo za nek posladek, pojemo nekaj Snickers ali nekaj takega, in s tem popolnoma strijem, ni pa, da bi to nujno v takšnih količinah potrebovali. Konec koncev v nekaterih populacijah, če pogledamo zgodovino, v preteklost, recimo na popolnoma gor na severju, nekih inuiti recimo niso imeli nobenega sadja, pa niso nobenega vitaminskega pomanjkanja imeli. Tako da sklepa se, da je to povezano s krašnim načinom prehrane in da nekako vitamini niso tako pomembni, kot nam jih predstavljajo. Ali lahko še kaj od beljakovinskih pripravkov, ko poveš, verjetno je to tema za naslednji teden. Ja. Tudi za športnike. Ja, že katera, oziroma čemu sploh zaupati. To je tema za naslednji. Čeprav bom povedal tudi eno anekdoto mojega sošolca, danes se ga ni tukaj prezencije, ukvarja se z obdelovanjem uteži, je vrhunski v tem, pred leti so se pogovarjali, kaj je, kakšne dodatke in to in dejansko je zaprosil tako te stvari v prahu. Danes, ko ga vprašaš, dejansko pravi, da je meso namesto proteinskih dodatkov. Enostavno raziskave pokazali, da nekih prevelik vnos beljakovin nima nobene povezave z višanjem mišične mase in da s tistim navadno prehrano popolnoma enostavno dobimo vnos recimo za športe moči nekje 2,2 grama na kilogram telesne teže. Več kot je, pa itak tako in tako pretvorimo v ugljikove hidrate in ko je ugljikove hidrate preveč, potem gre še v maščobe. Jaz mislim, da ne je smiselno, no, iz danes pogledam. Bom pa več naslednjič povedal. Kdaj? Kdaj ti? Kdaj naslednji? Naslednji teden v istem času. Ob 7, ja, 29. Še kdo? Ja, en težac. Recimo škorbut pa je mornarje povezan in je ravno to bilo rečeno, da je premalo zelenjave.
to je povezano z velikim, to je zanimivo vprašanje, vem, da sem bral na to temo, pa da je bilo razlog v tem, da so jedli, mislim, da samo sladko, to je ena taka smešna raziskava, mislim, da so imeli samo na voljo 2 sladko, da so ga ravno prevažali iz enega konca za ta drugega, mislim, da govorim na pamet, in da posebej so pač ogljikovih hidratov, oziroma procesirani ogljikovih hidratov, tisti, ki so povzročili pomanjkanje. In tista študija, ki sem prej govoril, v tistih 2, ki ste jedli meso, ravno tega jih je bilo strah, da se bo ta skorbut in to razvilo, ker so sklepali, da če se njim razvilo, se bo tudi njima, oziroma tem osebam, pa se ni do tega ni prišlo. Tako da ne bo se dobič, ne bo se delal sam se odpore. Lahko se lahko zanimam, pa vam se nič povem. Če kakšno vprašanje, ali ste to? Kako hrana vplivajo na gamo-beta encime? Dobro vprašanje, se bom zanimljeno. Na jedra, pa vsekako, če vam tako odgovorim, ima velik vpliv, konec jedra, že tiste, ki pred našo hrano predelujejo, gotovo ima velik vpliv. Ja, jedra so tovarna za predelavo vsega, tistega, kar vnesemo v telo zato, da preživimo in zdraviti. Praktično gre razen ena malenkost, ki se absorbira direktno v kri pod jezikom, iz ust ali pa iz rektuma, drugače gre pa iz želodca, gre najprej skozi jetra in potem šele po telesu, v srce, v možgane in po celem telesu. To se pravi, jetra so tista prva vstopna točka, kamor pride vse in kjer je glavna tovarna, če lahko tako rečemo, kjer poteka metabolizem tega, kar vnašamo v telo. Če ni več, vsem se najlepše zahvaljujem, ker ste si vzeli čas. Vemo, da je to težko. Ko sem metal listke noter in sem mogel priti v blog, da sem lahko metal listke v vaše nabiralnike, je bilo najpogostejše, sem da noš kaj prodal. Te spustim v blog, sem da noš kaj prodajal. Torej, Tim je prodajal najboljše, kar zna. Mene osebno je šokiral in napadel večino mojih prepričanj o prehrani. Glede na to, koliko sem videl, da ste koncentriran, spremljali to predavanje, imam vtis, da je to izjemno zanimivo in vas vljudno vabimo tudi naslednji teden. Vse, kar smo pripravili, tamle 99% razliko pa Felixi, ki smo to zorganizirali. Vse to delamo na volonterski bazi in ne vlečemo vam iz žepov denar. Ni to namen. Namen je velikodušno podeliti to, kar znamo in zmoremo in kar smo sposobni pripraviti sami. Po prehrani je toliko, kolikrat si pripravljen poseči po polic, boš dobil drugo in vsaka ti pove kaj drugega. In rezultat je, da si enkrat slediš eni, enkrat drugi in na koncu si čez mešanje ne veš, kaj je. Tako da je to izjemno dobrodošlo, da en drug predela ali pa obdela študije, ki so to. Jaz sem prepričan, da boste vsi imeli korist, ali vas je šokiral, ali vas je pa v vaših prepričanjih potrdil. Še enkrat hvala lepa in vljudno vabljeni in pripeljte še koga. Stolov je približno še enkrat to, kot je bilo danes.